Hej, hej, vita živijo. Evo, smo v 8. dnevu našega izziva in ponovno se oglašam, ker enostavno je fajn, da mečken se podružimo tudi v živo. In včeraj sem vam dala en tak lušten ritual ob polni luni, tako da če nisi pogledala včerajšnjega videa, te spodbujam, da ga pogledaš, ker imaš čas zdaj še do petka, ker luna nekako drži 3 dni prej, 3 dni pol, tako da še zmeraj ta ritual lahko narediš in si tako zmanifestiraš nekaj lepega. Evo. Tako da danes pa kar gremo naprej na nov ritual, tako kot imamo radi te ritualčke, zato sem se odločila, da vam pa podam čisten tak lušten jutranji ritual, na kakšen način recimo se jaz zbudim, pa mogoče bo kakšen mu to še v doprinos, lahko pač probaš, pa potem napišeš v komentar, kako pač ali se ti zbujaš, na kakšen način, ali je to stres zjutraj, pa ne vem, 2 minute pred vhodom, pa že juhuhu, noriš po bajtko nora, ali imaš mogoče kakšen tak miren jutranji ritual, ker res se v miru pripraviš na dan, v miru nekako spiješ svojo jutranjo kavico ali pa zajtrk, kakorkoli. Tako, ful me zanima, majčkeno napiš v komentar, na kakšen način pač ti začneš dan, tako recimo, tako da jaz bom pač podala svoj način, pa mogoče bo komu to blizu, ali pa da bi probali, pa če boš probala, evo, z veseljem mi daš feedback v komentar, ker me res zanima, na kakšen način je pač vse skupaj vplivalo tudi na te, ali je bilo kaj boljše v počutju, ali karkoli, kakšna sprememba. Tako da zelo pomemben je, zjutraj, ko se zbudimo, je zelo pomembno, da ne posežemo najprej po telefonu. Pa dajmo najprej še to, jaz upam, da ne spite s telefonom, to pomeni, da je telefon takole zraven glave, če takole dam zdaj zraven glave, ampak da je telefon vsaj v drugi sobi, pač nekje, kjer v bistvu je daleč stran od glave. To je numero 1, ker telefon res zelo vpliva na našo frekvenco in potem je naš spanec moten. Mi pa, če se želimo res naspati, ne smemo imeti motilcev v, bom rekla, samem spalnem okolju. Tako da naše spalno okolje mora biti čisto. To je numero 1, ki moramo najprej za to poskrbeti. To pomeni, da je zračno, fajn je, da je ohlajeno, zdaj sploh v teh takih fajn vročih dnevih je fajn, da je vsaj zračno, če nimate klime, pa to itak klima ni glih najboljša v sami spalnici, je fajn, da preden greš spat, da prezračiš, narediš prepih, karkoli pač že, in poskrbiš za čistočo, za čisto okolje, čisti zrak in pa čisto tudi frekvenčno okolje, tako to pa pač pomeni, kar sem zdaj govorila, da res nimaš ne televizije, pa ne telefona v sami spalnici, bog ne daj pa še ob sebi, Tako da me pa zanima, koliko v bistvu vas sploh je takih, da v spalnici nimate ničesar, oziroma lahko mi tudi napišete tisti, ki imate, a spite s telefonom ali spite s televizijo v spalnici,
Tako, lahko napišeš malo komentar, me zanima. In to so vsi motilci, motilci naše lastne frekvence, ker vsaki predmet ima frekvenco. In ko mi spimo, se moramo uravnavati svojo frekvenco in ne v bistvu z drugimi. Že toliko imamo motilcev čez dan dovolj in takrat, ko mi rabimo to rehabilitacijo po noči, regeneracijo, kakorkoli, mi rabimo res čisto okolje in samo našo svojo osebno frekvenco. Tako da, evo, to res, dajte si to nekako vzeti na znanje, da v bistvu bo sploh spanec kvaliteten, Tako da, zdaj pa na kakšen način zjutraj, vstati. Zdaj zelo različni smo, eni pač radi spimo, drugi radi vstajate ob 5. Tako da, eni smo nočne ptice, drugi ste jutranje, to zdaj je čist stvar vsega posameznika, ampak jaz bom danes dala samo prvo zadevo, bomo potem še skozi dneve obdelovali stvari, ampak najbolj, bom rekla, pomembna zadeva je, ko se zjutraj vstaneš, pazi na mind, Torej, ko se vstaneš, ni poseg po telefonu, ja, ampak je, bom rekla, usmeriš pozornost najprej nase in na svoje telo. To je ful pomembna stvar, zato ker telo miruje celo noč in bom rekla, kar malo je v krču, pa malo zakrkne, pa kaj se poležiš in te stvari. In je fajn, da prva stvar zjutraj, ko se zbudiš, ohraniš clear mind, torej ne, koliko je že ura, zamujam, in se že krčiš, kaj je to, to je krč, sem v krču, pa še ostala nisem, pa se razgibala, pa saj raztegnila, nič še nisem naredila, pa sem že v krču, ker že telo, ko miruje, itak gre tudi v krč, in ga je treba najprej lahkotno prebuditi, in če pa mi začnemo z mindom, full of mind of everything, je pa pol to katastrofa. Zato, ker začneš že v stresu in potem nadaljuješ, ker prve 10 minut ali pa 5 rečemo, je ful pomembnih, kaj razmišljaš, ko se zbudiš, ko si še v enem takem ne še čist budnem stanju, In takrat že manifestiramo. In če boš ti v stresu, boš imela cel dan stresa in se ti bojo dogajale stresne stvari. Definitivno. Povolila boš kavo, v gužvo boš padla, v službi te bojo, vsi nekaj, bla, bla, bla. In sploh. Tako da je ful pomemben ta jutranji ritual. In res je pomemben, da najprej mind ohraniš prazen, in se naravnaš na pozitivo, To pomeni open-minded for pozitivo, Torej, ali imaš prazen mind in greš potem na pozitivo, oziroma enostavno, če imaš tiste hrčke skozi glav, greš direkt, povoziš te hrčke in greš direkt na svojo pozitivno afirmacijo, katerokoli pa že. Danes bo čudovit dan, karkoli, zgodilo se mi bo nekaj čudovitega, lepega. S tem je treba majčkeno trenirati svoj mind, Tako da, tlele res pazite, da ne začnete
a ne s temi, spet moram vstati, spet moram službo, ne. In tlele pol ima že issue, ful močen issue, ki v bistvu te prvih 5 minut je odvisnih, kakšen bo tvoj dan. In če ti si na avtopilotu in sam letaš po bajt, pa ne vem kaj vse delaš, a ne, v naglici in stresu, ja cel dan boš v tem. Kar majčken, ne vem, zavestno spremljaj, te stvari pa mi napiši v komentar. Ali pa če zelo pomisliš, ne vem, na kakšen dan, kar res je bil oh my god, a ne, pa daj sam pomisli, na kakšen način si se zjutraj zbudila, s kakšnimi mislimi si se zbudila, na kakšen način, a je bilo to v naglici pa stresu, ali si imela miren začetek dneva. Ful pomemben. Evo, to je res numero 1. Bom se tle ustavila, ker bom vsak dan nekaj dodala, da ne bom spet predolga, ne. Tako da me pa zanima, na kakšen način pa ti začneš dan. Tako da daj mi napiši v komentar, kako začneš, s kakšno mislijo se zbudiš. To so ful pomembne stvari, no? Tako da, če boš zapisala, boš tudi bolj ozavestila. Tako da probaj še na ta način, pa se veselim tvojih komentarčkov in se vidimo jutri. Peter, živijo.